Audi A8 je bil leta 1994, ko je prišla prva generacija, prvi masovni avtomobil iz aluminija. Pa to sploh ni bila njegova edina posebnost. Tudi oprema, ki jo je imel, je dejansko krojila avtomobilski razvoj, vgrajene tehnologije pa so postavljale nova merila. In jih še danes. Da začutite, kako poseben je A8, pa je dovolj, da se vanj le usedete in zaprete vrata. In ves dan daj tega sveta utihne. Pozabimo za začetek, da ta Audijev paradni konj stane skoraj 130 tisoč evrov in da samo sedeži s celotnim oblazinjenjem skupaj stanejo toliko kot osnovni Golf. Raje se prepustimo užitkom, ki jih nudijo. Masirati sicer zna veliko sedežev v tem segmentu avtomobilov, ampak prav nobene ne tako. Kot prava maserka s pravim certifikatom. In takšne sprednje sedeža sta tudi dokaz, da je A8 avto za voznika, ne pa za sedenje tamle zadaj. Ampak brez skrbi, tudi tukaj je udobje vrhunsko, le za prevažanje direktorja na zadnjih sedežih bo bolj prava različica L, ki ponuja še 10 dodatnih centimetrov. Lastniki vozil tega segmenta ne marajo sklepati kompromisov, zato mora biti vse perfektno. Torej, če vas motijo pogledi od zunaj, tudi za to obstaja rešitev. Pa vozniki, bolj dovršene notranjosti si danes v avtomobilu ni lahko omisliti. Vse je vrhunsko izdelano, sestavljeno z urarsko natančnostjo, vsi uporabljeni materiali pa so enostavno vrhunski. Ne le ambientalno osvetlitev, vse skupaj, tudi tale vesoljska prestavna ročica pričara res odlično vzdušje. Ta A8 poganja osnovni agregat, 3-litrski 6-valjni TDI. V praksi je ta motor čisto dovolj zmogljiv za premikanje takšnega kolosa. Do stotice vas bo izstrelil v 6 sekundah, 550 Nm navora pa bo ne glede na hitrost ali motorne vrtljaje dovolj, da bo pritisk v sedež vedno občuten. Zlasti zato, ker pri vožnji pomaga pogon quattro, zaradi katerega je trakcija vedno vrhunska. A kot sem dejal, kompromisov tako zahtevni lastniki ne marajo sklepati in jim verjetno ne bo všeč, da si lahko enak motor nekdo umisli celo v 2 številki manjšem A4. Zato imajo pri Audiju tudi 8-valjnike. Poraba goriva je ob ostalih stroških pri takšnem avtomobilu skoraj zanemarljiva. A če že morate vedeti, tudi ta je vredna vseh pohval. Dobrih 8 litrov, nič več. Na eni relaciji je porabil celo 6,5. Je pa morda že skoraj slabo dejstvo, da avtomobil neverjetno skriva hitrost. Zdaj vem, zakaj šofer ministrico Kresalovo vozil tako hitro. Vse sploh ni vedel, koliko se pelje. Pravzaprav je A8 široko uporaben avtomobil, zlasti takšen z nastavljivim zračnim vzmetenjem. Lahko je izjemno udoben potovalnik z lahkotnim krmiljenjem, ki smo mu kože z mezinčkom, kar je krasno za avtocestna potovanja. Ima pa tudi drugačen karakter, za katerega dovolj pomik tega guma na dynamic. Takrat postane krmilni mehanizem bolj težak in bolj komunikativen, podvoz je čvrstejše, menjalnik pa hitrejši. In takrat se 8 prestav odličnega menjalnika zvrsti skoraj tako hitro, kot lahko rečete Audi Spaceframe. Ampak tisto, kar ta avtomobil loči od konkurentov, so malenkosti. Pa je oddaja prekratka, ne bi lahko vse naštel. In to je tisto, kar ga kljub zelo zadržani obliki dela zelo posebnega.